Huntingtonova bolezen je nevrološka bolezen, ki celostno spreminja kvaliteto življenja prizadetega. Povzroča postopno nazadovanje na 3 področjih. Vpliva na telesne funkcije in nadzor nad telesnimi gibi, prizadete so intelektualne sposobnosti, močno pa vpliva tudi na nadzor in obvladovanje čustev. Stopnja prizadetosti posameznika se lahko na vseh 3 področjih od človeka do človeka precej razlikuje. Poleg tega se lahko tudi intenzivnost oviranosti vsake prizadete osebe občasno spreminja. Pri Huntingtonovi bolezni namreč ne gre za enakomerno poslabšanje, saj na potek bolezni vplivajo tako osebni odnos do bolezni, kot tudi zunanji dejavniki, na primer v kolikšni meri družina in okolje nudijo oporo obolelemu ali ima na voljo strokovno svetovanje in nego, ter nenazadnje tudi, kakšne so bile osebne in družinske razmere pred samim pojavom bolezni. Glede vpliva na posameznika Huntingtonovo bolezen v grobem delimo na 3 stopnje. Na zgodnji stopnji so bolniki sposobni za delo, vožnjo z avtomobilom, ravnanje z denarjem in samostojno življenje. V srednji stopnji Huntingtonove bolezni osebe niso sposobne opravljati dela, lahko pa se sami hranijo, oblačijo, skrbijo za osebno higieno. V pozni stopnji bolniki potrebujejo pomoč pri vseh opravilih. Med napredovanjem bolezni postopno prihaja do številnih fizičnih sprememb. Najprej so opazne spremembe pri nadzoru in koordinaciji mišic. Ob tem pa je pomembno poudariti, da so fizične spremembe od primera do primera lahko različne. Na začetku razvoja bolezni se oboleli še povsem normalno giblje. Pozneje je lahko mobilnost omejena. Mišice trupa sčasoma utrdijo, gibi se poslabšajo, drža med hojo se spremeni. Teža ni več enakomerno razporejena na obeh nogah, posledično pa se celotna fizična mobilnost sčasoma poslabša. Premikanje prizadetega lahko spominja na gibe pijane osebe. Telo se lahko nehotno nagiba naprej ali pa se zdi, da je prizadeta oseba nenadzorovano nagnjena nazaj. Opaziti je mogoče tudi nihanje z glavo, pomikanje glave naprej in nazaj. Bolnik je videti nemiren, nepredvidljiv. Čeprav se zdi, da je občutek za ravnotežje moten, imajo ljudje s Huntingtonovo boleznijo še vedno precejšnjo sposobnost ohranjanja ravnotežja. Običajno padci postanejo težava šele v napredovanih fazah bolezni. Zaradi postopne izgube koordinacije telesa lahko težave nastanejo pri hitrih, ponavljajočih se gibih, na primer pri mešanju ali privijanju žarnice. Sposobnost prijema se poslabša, prizadeta oseba spusti stvari ali jih premočno stisne. Bolna oseba bi rada prikrila spremembe. Zaradi sprememb pri nadzoru in koordinaciji mišic prihaja do pomanjkanja nadzora nad dihanjem, kar vpliva na sposobnost govora, posledično je komuniciranje vse bolj omejeno. Bolna oseba ima lahko težave, ker ne razlikuje med vročim in hladnim, zdi se tudi, da bolnik ne čuti bolečine. Pogosto zaznava potrebo po uriniranju šele takrat, ko je mehur poln, kar lahko povzroči nenadzorovano uhajanje urina. Z razvojem bolezni so telesne omejitve izrazitejše, a se razlikujejo od posameznika do posameznika, tako časovno v smislu hitrosti razvoja bolezni, kot v smislu intenzivnosti. Nanj pa ima precejšen vpliv bolnikov odnos do same bolezni, ustrezna podpora družinskega oziroma socialnega okolja, v katerem prizadeti živi, ter ustrezna strokovna pomoč s spremljanjem razvoja bolezni.